Gremo k drugi točki. Nadomestitev, zamenjava, substitucija. Za naslednje se gre. Če imam neko vejo v nekem vezju, takole poskušam simbolično naznačiti eno, drugo spojišče, ki se nadaljuje, bi rekel, ali se razveja v ostale veje. Tukaj je pa pač karkoli. Karkoli. In če poznamo tale tok, če poznamo ta tok v tej veji, ta tok pa poznamo, če vključimo v to vejo, rečemo ampermeter, ki ima zanemarljivo upornost, da je to skoraj da idealen, potem odtipamo tok v tej veji. In ta stavek nadomestitve pravi, da lahko takrat to vejo nadomestimo s tokovnim virom tolikšnega toka in se razmere v vezju ne spremenijo. Če pa na tej veji poznamo napetost, da izmerimo potencialno razliko med tema dvema točkama, da poznamo na primer napetost, potem stavek nadomestitve pravi, da lahko to vejo nadomestimo z napetostnim virom predtem izmerjene napetosti. Takole. To se pravi, če na neki veji poznam tok, lahko to vejo odstranim, elemente te veje odstranim in zamenjam to vejo z idealnim tokovnim oziroma napetostnim virom. To je vse. In pri tej zamenjavi, pri tej substituciji, pravi ta stavek, se razmere v preostalem delu vezja, pravzaprav sploh v vezju ne spremenijo. Torej, vsi tokovi v vezju ostajajo taki, kot so bili, vse napetosti v vezju ostajajo takšne, kot so bile. No, tudi razmišljanje kot dokaz te nadomestitve si boste v knjigi pogledali, mi bomo pa naredili morda kar kakšen zgled na to temo. In sicer bomo vzeli vezje, ki ga najdemo pod številko naloge 3.42. Ta tekst je nekoliko daljši, jaz ga bom za te naše potrebe ustrezno skrajšal. Je pa takole. Imamo napetostni vir, upor, tokovni vir, še en upor, takole, in vrednosti so sledeče. 30, 15, 2 ampera. No, tule je pa nek neznan, oziroma upor neznane upornosti. No, mi smo pa v tem vezju med ti dve sponki, oziroma med ti dve točki, priključni točki tega upora, neznanega upora, priključili voltmeter in idealni voltmeter, to se pravi, da je njegov tok praktično zanemarljiv oziroma nič. Torej, izmerili smo napetost in želimo pravzaprav zvedeti, kolikšna je upornost tega upora. No, in tale napetost, kot rečeno v tekstu, tale napetost je pa 20 voltov. Torej, s tem voltmetrom smo zmerili 20 voltov. Kot rečeno, upornost tega upora je pa neznana. No, za določitev upornosti bomo se sklicovali na stavek o nadomestitvi in jaz bom tole še enkrat narisal, nič hudega, sicer, ko je človek enkrat zverziran, tega ponovnega risanja ni potrebno izvajati. Torej, zamenjamo z virom
20 voltov. To se pravi, ta element neznane upornosti zdaj zamenjam z napetostnim virom. 2 ampera, 15 ohmov in 30 voltov. No, zdaj pa tako, ne? Če imamo tukaj 20 voltov, tukaj le 30, potem je tukaj le 10 voltov, a ne? Da bo vsota napetosti v zanki enaka nič, ne? To se pravi, imamo napetost, potem imamo tudi tok. Napetost deljeno z upornostjo, to je 2/3, ne? To se pravi 2/3 ampera. Če imamo tukaj 2/3, tukaj pa 2 ampera, je tale tok enak 6/3 plus 2 je 8/3. 8/3 ampera. To se pravi, da je tudi tale tok 8/3 ampera. Če pa imamo pri napetosti 20 voltov skozi upor tok 8/3, potem je Rx enako 20 voltov deljeno z 8/3 ampera, to pa je 60 osmin, to je pa 7,5, 7,5 ohma.